pozdravljeni v še enem svetovnem intervjuju, ker tokrat gostimo eno in edino resničnostno zvezdnico Karmen Osovnikar. Karmen, lepo pozdravljena in hvala, da si si vzela čas za nas. Greva kar po vrsti k najbolj aktualni temi, vražjim damam. In sicer greva najprej, kako in s čim so te sploh prepričali, da si šla v ta šov? Moram kar povedati, da sem kar malo razmišljala, če bi šla prvo, ker sem imela slabe izkušnje iz prvega šova in sem mislila, da bom malo še pauze imela. Ampak potem pa so mi rekli, da bojo radi bi me prikazali tisto resnično Karmen, kakšna sem v resnici in sem potem rekla, zakaj pa ne, probamo še to, pa da vidimo, da pokažem, kdo sem res v resnici. In si pokazala, kdo si v resnici, oziroma so te prikazali takšno, kot si? Pa ja, zaenkrat moram priznati, da so pokazali to, kar sem, mislim, sem stroga, čustvena, romantična, tako da mislim, da se že vse videlo v oddaji, da kakšna sem, ja. Zdaj, v šovu si tudi veliko že jokala in verjetno še boš, ne? Ampak kateri so tisti trenutki, ki tebe spravijo v solze? Ja, kot vemo, moja mami, ker z mojo mami smo res povezane nenormalno in smo res najboljše prijateljice, je neka moja vzornica tudi. In ko je tema o mami ali pa družini, normalno mi gre to na jug, ali pa o moji preteklosti, ker vemo, vsi imamo neko preteklost, vsi smo nekaj dali skozi življenje in potem se tiste stvari, ki se spomniš, ki so bile neprijetne v tvojem življenju in normalno se spomniš in podoživiš to in normalno zajočeš. Vsak normalen človek, ki ima čustva, se spomni te stvari zajoče, ne. Kaj pa sama snemanja? Je to, kar gledalci vidijo, tudi tisto, kar v resnici počnete? Pa jaz mislim, da kar večina stvari so, ki jih v resnici počnemo, ne zdaj vse. Nekatere stvari ne morejo se še pokazati, mogoče se bojo še tekom oddaj. Tako da je več stvari, ki jih počnemo, vsaj jaz, ampak še niso bile prikazane. Tako da mogoče pa bodo, ne vem, upam vsaj. Greva zdaj malo poupravljati. Je katera od dam, ki ti je najmanj priljubljena oziroma katera ti je najbolj pri srcu? Ja, sigurno, tudi mislim, v normalnem življenju se ti ne moreš razumeti z vsemi ljudmi, niso ti vsi všeč, tudi tako je zdaj tukaj, naprimer, mislim, vse so mi okej ženske, ampak naprimer, normalno se z enimi razumem bolj, ker imamo iste stvari rade, iste hobije, smo energične, smo beštarke, tako da sigurno, jaz se razumem z nekaterimi bolj, z nekaterimi manj, ampak moram pa priznati, da so mi vse v redu, super, zanimivo, vsaka po svoje, vsaka svoj karakter, tako da ne bi mogla nekaj izpostaviti, da mi je kjera manj ali pa kjera bolj. Mislim, bolj mi je sigurno Gordana, ker to se tudi verjetno v oddaji vidi, da z Gordanom smo res se ujele in smo tudi izven šova postale prijateljice. Tako da, ja, Gordana nekako najbolj, ne vem, najmanj pa mogoče bi lahko izpostavila, imam neki kontakt z Piko. Zaenkrat, mogoče zdaj že malo bolj, ampak vse je normalno, smo iz različnih svetov, različno stare in je to nekaj normalnega. Je bilo težko razgaliti vse svoje življenje, odpreti omare, pokazati čustva za šov? Sigurno ni prijetno, mislim, je kar težko pokazati tiste tvoje čustva, ki sploh v preteklosti, kot vemo, in pokazati ljudem, da si ranljiv in da se tudi zjočeš in kje je tvoja šibka točka. Tako da so nekatere stvari težke, niti ne saj, kot ste verjetno videli, ne govorimo o svoji preteklosti rada. Povem, ampak ne pa razglabljam o čem, zakaj se je šlo. Pa te je to že kdaj teplo? Pa kaj, jaz vem, pa mogoče me je, tudi verjetno še bo me zdaj, celo življenje je takšno, na napakah se učimo in sigurno me bo malo tudi to zdaj verjetno, ampak jaz živim svoje življenje, se ne obremenjujem z nekimi stvarmi in bomo videli. Vedno so plusi in vedno so minusi, tako pri pohvalah kot tudi kritikah. Kako se ti soočaš s tako imenovanimi hejterji, če jim tako rečem? Pa moram ti priznati, da se ne obremenjujem z temi hejterji, niti ne berem komentarjev in to sem se že odločila po prvem šovu, ko sem prišla ven, da te članki, ko so, ker vemo, da je to vse internet, članki, je vedno več tega in sem se že takrat odločila, da komentarjev ne bom brala. Tako da ti pa moram povedati, take izkušnje iz resničnega življenja, pristopa ljudi do mene, so pa zelo pozitivni in to mi tisto dosti pomeni, ker človek na mestu bo prišel do tebe pa ti povedal v obraz, ker vsi lahko pišemo za nekimi fake profili in hejtamo, tako da to me sploh ne gane in se pravi niti ne berem. Greva zdaj k eni aktualni temi in sicer bova šla se igro ocenjevanja znanih Slovencev od 1 do 10. Ne! Ne, hitro ste. Ampak vseeno,
to je stvar, ki je v bistvu prejšnji vikend, začetek tedna, razdelila Slovenijo. Kako ti gledaš na vso to dramo z Gregorjem Čeglajem? Ja, jaz mislim, da zdaj Grega pokazal tisti svoj pravi obraz, ker jaz sem že to takoj v šovu ugotovila, da ne bom rekla, da je Grega slab fant, ker ga niti ne poznam tako dobro, ampak to, kaj je bilo v šovu, se je videlo, da je naučeno, da je vse zaigrano, da to ni on. Ampak to verjetno tisti ženske, ko smo malo starejši, ko smo že nekaj dali skozi življenje, pač lažje preberemo ljudi, no, ko pa te mlade punce. Tako da jaz sem tako vedela, da tisto ni bil on, da pač slej ko prej bo verjetno tudi pokazal svoj obraz in tu mislim, da ga je kar pokazal, no, ker ne moreš ti javno kot neka medijska osebnost, ki je zdaj trenutno number one oseba v Sloveniji, ki jo vsi poznajo, da na tak način ti ocenjuješ ženske. Dobro, ti jih lahko oceniš, ampak ne pa potem s takimi komentarji pa posmehom, ki ga izvaja on, ne. To se mi pa zdi pač res ponižujoče za nas ženske, zato sem se tudi oglasila, ker ponavadi iz take spletke, ko so pa te tukaj imajo vedno po teh Instagramih, se pač ne vpletam, ker se mi niti ne da in niti nimam časa za te stvari. Ampak tu se mi je pa zdelo, da se moram oglasiti, no, in pač povedati svoje mnenje in jaz mislim, da se je čisto sam javno skopal, namesto da bi zdaj tudi se opravičil javno, pa pač rekel, gledajte, res sem naredil napako, sem bedak bil, malo sem se hotel zabavati, malo zabancije, on pa še kar dalje trdi, pač jaz sem iskren, ono tretjo in pač ne vem, nimam sploh časih besed, no, za take stvari, tako da. Tudi ženske ste, v bistvu veliko vas je stopili skupaj, ampak še vedno se pa najde take, ki ga vsem podpirajo pri tej odločitvi. Recimo Laura, kako ti gledaš na vse te ženske, ki so ga podprle? Glej, sploh nimam besed za, mislim, da ženska gre podpret, ko vse ženske skupaj postopajo, pa ne samo ženske, še moški, še ti influencerji, moški so stopili skupaj in so dali svoje mnenje in potem pa se nekatere punce tudi tako kot Laura poniža tako, no pa stopi na njegovo stran. Ne vem zakaj, ali je punca zaljubljena v njega, ali kaj vidi v njem, jaz razumem, da sta ona dva prijatelja. Meni je to vse lepo prav, da ti zagovarjaš prijatelja, ampak tu pa bi lahko bila tiho, pa mu rekla, gled, Grega, nisi prav naredil, ne, če mu je prava prijateljica, pa bi rekla, gled, da popravi to napako, kaj si naredil, pa je bilo vse rešeno, ne pa da ga javno zagovarja, pa potem še zraven nas ponižuje dalje, ne, mislim, da tudi ona tu sama sebi naredila napako, da je to šla izjaviti javno, take stvari, no. Ampak s tem se ne obremenjujemo tukaj, ne? Ne, tako. Ne. Povej zdaj, čez dober mesec se konča snemanje šova, kaj bo prva stvar, ki jo boš naredila? Dopust, prvo, izklopim telefon, make-up dol, trenerko, bulerji ali teniski, ker obožujem petke, kot vem, ampak zdaj jih imam že vrh glave. Tako da mislim, da bo prvo dopustno prišel, pa da se res malo spočijem, ker je bilo zdaj res od že prvega šova, pa zdaj še to res preveč vsega, no. Omenila si tudi večkrat že, da iščeš princa na belem konju. Kaj je zate sploh princ? Ja, pač to rečemo v šali, ne, princa na belem konju, pač ne vem, pač jaz iščem moškega, ki bo pač meni kontriral lahko in ki bo pač me razumel, ki bo pač vsaj v nekih stvarih podoben kot sem jaz, pač mogoče istih hobijev, da bo razumel, da pač živim malo drugačno življenje kot ponavadi. Jaz nisem ženska, ki bo doma kuhala, pa pospravljala, pa čistila, ne, pač to nisem. In pač rabim nekega moškega, ko bo res pač me handlal, no, kako se bi temu izrazila. In da bo tudi on vdaral po mizi, ne, ko bo treba, in bo rekel, le, kar me zdaj pa ne bo tak bo, ko bom jaz rekel, ne. Ker pač vemo, jaz sem pač rada, imam besedo glavno, no, in pač sem rada vedno pač glavna, ne. Ampak pač rabim moškega, ko to ne bo dopustil, ne, vedno, ne, se včasih ja, ne pusti, da pač imam prav kao. Ampak včasih pa tudi moram vdariti po mizi, pa reče, kar me zdaj pa dovolj, zdaj pa ne bo to tak, ne. Torej, omenila si, da nisi ženska, ki bi bila gospodinja in to, uspešna poslovna ženska. Kaj je zate recept oziroma kako ti gledaš na uspešno poslovno žensko? Pa kaj jaz vem, uspešna poslovna ženska, pač smo lahko različni, iz različnih, tako smo zdaj tu pri Vražji dami, vsake svojega konca, pač vsakega svojega posla. Uspešna poslovna ženska, jaz pravim, da je tista, ki je res močna ženska, ki se ne pusti, da bi jo drugi poteptali, da si ustvari neko svoje premoženje, kako bi temu rekla, in da pač res ima neke visoke cilje, jaz si pač, se pravim, jaz sem jih ustvarila si sama, sploh v teh zadnjih 2 letih, ko sem samska in pač bi mogla vsaka ženska gledati na to, no, da si vse nekaj ustvari, ne, ker ne razumem, ženski so odvisne od moških in živijo na njihov račun, no, to mi pač se vse lepo prav, da najdeš moškega, ki ima tudi finance in je tudi uspešen, ampak ne razumem pa tega,
da pač ženske potem ostanejo doma in ne delajo nič in so odvisne od moškega, ne, kaj pa potem, ko te ta moški zapusti, potem pa ostaneš brez vsega, ne. Carmen, hvala. Za konec pa samo še pozdrav našim gledalcem in eno misel lepo, tvoje sporočilo vsem. Ja, kaj naj rečem, pozdravljam vas vse lepo, upam, da nas spremljate, tudi nas vražje dame. In kaj vam naj rečem, cenite se, imejte se rade, sploh ženske, ne pustite, da vas moški poteptajo in imejte vedno visoke cilje. Rada vas imam. Čau. Carmen, najlepša hvala. Hvala tebi. To je bilo to, mi pa se zopet vidimo v naslednjem svetovnem intervjuju.